V prostorih Gospodarske zbornice Slovenije je v sodelovanju med studiom Design Sonja Šterman in GZS, Združenjem za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo 12. aprila potekal drugi simpozij o uniformah. Gospa Sonja Šterman, kako je prišlo do ideje o simpoziju o uniformah? Ja, pri svojem delu z različnimi vpletenimi ustanovami, podjetji, ki so vezana kakorkoli na oblačilne sisteme, na uniformirana oblačila, se pogosto srečujem. Prav tako pa tudi z dobavitelji, proizvajalci, zastopniki, raznimi podjetji, ki se ukvarjajo z dobavo oblačilnih sistemov. Ugotovila sem, da se dejansko vsi ukvarjajo z enakimi problemi, vendar so med seboj premalo povezani, da bi jih lahko skupnimi močmi tudi rešili. Kakšen pa je bil odziv podjetij? Ja, odziv podjetij na to idejo, ki je dejansko vzklila na osnovi tega nepovezovanja, ki sem ga zasledila, je odličen. Dejansko se je prijavilo čez 50 podjetij, čez 100 udeležencev in ideja je bila prava. Kdo so današnji udeleženci? Današnji udeleženci so različne ustanove, kot je Ministrstvo za notranje zadeve, Carinska uprava Republike Slovenije, Ministrstvo za obrambo, potem podjetja Alpina, Mura in partnerji, Biomed, tako da je res zelo pisana udeležba. Sodeluje pa tudi ogromno samostojnih podjetnikov, ki proizvajajo pomožne materiale ali pa tudi oblačila, naprimer Zadrge Repič, potem firma Uniforma, ki proizvaja oblačila in druge. Simpozij je okoli 100 udeležencem iz Slovenije in tujine ponudil širok spekter aktivnosti. V prvem delu so se zvrstila predavanja in kratke predstavitve posameznih podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo ali zastopanjem uniformiranih oblačil. Evo, došli smo danas ovdje na ovaj drugi simpozij po redu da pokažemo šta mi kao Galeb možemo proizvoditi, jer imamo proizvodnju koja kreće od prediva do konačnog proizvoda. Funkcionalna pletiva i proizvode namijenjene svim vrstama korisnika, od odlažujućih, termoregulirajućih do negorivih proizvoda. Uglavnom, specijalisti smo za donje roblje. Prihajam iz družbe Tekstina, ukvarjamo se s proizvodno in strženjem tkanin, ki so namenjeni za srečevine in za uniforme. Naša proizvodna obsega dva segmenta. Ena je Tekstina Fashion, ki je namenjena predvsem modnim srečevini, druga je Tekstina Teh, kjer je namenjena zaščitnim tkaninam, se pravi oblekam za zaščito pri delu. Skoraj 99% izvozimo in zato smo se danes tudi tukaj udeležili, da predstavimo naše dejavnosti tudi v Sloveniji, da povečamo aktivnosti tudi tukaj. Tukaj nastopamo tudi z nekimi slovenskimi podjetji smo začeli, kot je Krka, velike inštitucije, državne inštitucije in želimo to nadaljevati tudi pri ostalih potencialnih kupcih. Sledila je okrogla miza, na kateri so sodelovali predstavniki najvidnejših uniformiranih skupin, izdelovalcev tkanin in oblačilnih sistemov, raziskovalcev, ki testirajo oblačila in tistih, ki postavljajo tehnične parametre ter navsezadnje oblikujejo novo celostno podobo uniformiranih oblačil. Nas ne zanima samo tisto, kar je na človeku, ampak kako se človek na to, kar je na njem, odziva in kako se v tem počuti. Zato v veliki meri izvajamo testiranje z ljudmi pod kontroliranimi pogoji. Poleg testiranj v klimatizirani komori izvajamo tudi testiranje z ljudmi na terenu. S takšnim testiranjem dobimo odziv uporabnika, obutve, jakne, hlač, skratka celega oblačilnega sistema. Podobno izvajamo tudi študije za rokavice, čelade, cele smučarske oblačilne sisteme, potem vojaške čevlje v zelo hladnih okoljih, potem celotne oblačilne sisteme testiramo tudi za področje Afganistana. In tukaj bi želela poudariti, da so te študije, ki sem jih zdaj omenila, izvedene v sodelovanju s tujimi partnerji, to so predvsem obrambne agencije švedske, angleške, potem vojske, od firm, s katerimi pa razvijamo skupaj športno, alpinistično in rekreacijsko opremo, pa gre za, nekako bom rekla,
veliko podjetje Gor, ki ga vsi bolj poznajo po Gore-Tex membrane, in pa eno izmed večjih tekstilnih podjetij Lenzing iz Avstrije. Tako je simpozij povezal potencialne naročnike z oblikovalci, proizvajalci in zastopniki podjetij, ki ponujajo proizvodnjo oblačilnih sistemov. Ja, tukaj smo se zbrali, da bi uspeli povezati potencialne naročnike z oblikovalci, proizvajalci in zastopniki podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo oblačilnih sistemov. Jaz osebno pa se ukvarjam z kreativnim in konstruktivnim razmišljanjem. In verjemite ali ne, tudi to je morda celo ključno, da lahko vsi ti našteti med seboj uspešno in dobro sodelujejo, da znajo pravočasno dobro predstaviti svoje potrebe, želje in zmožnosti, da dobro razmislijo, kaj je tisto, kako potrebujejo, kje to dobijo in kakšen je cilj vsega tega, kar želijo delati. Uniforma je del kulture oblačenja, kot obleka vloge pa mora biti v vseh pogledih čim bolj kakovostna. Kultura oblačenja je neko osnovno poznavanje pravil oblačenja in razumevanje obleke kot komunikacijskega sredstva. V Sloveniji je močna tekstilna industrija s tradicijo, zato je pomembno, da poznamo nekaj tako o komunikaciji z obleko kot o sami obleki, v samih materialih, o samem krojenju. Na tržišču je veliko materialov in zelo veliko, tudi v Sloveniji, zelo veliko ljudi, ki zna dobro svetovati in pozna vse probleme, ki srečujejo nekega naročnika uniforme. Strokovni dogodek je popestrila razstava oblačil nove celostne podobe zaposlenih v službi za varovanje v podjetju Krka DD. Zadnja 4 leta se ukvarjamo s ponudbo celostnih oblačil. Imeli smo že nekaj izkušenj z drugimi naročniki, večjimi, bistveno večjimi. In nam je ta Krka bila izziv v tem smislu, ker je Krka renomirano podjetje, pa tudi zahtevnost projekta se nam je zdela izziv, pa smo rekli, pa se lotimo tega, pa pokažimo, kaj znamo. In zahteve, ki jih postavlja uniforma, so povsem drugačne, kot je moda. Tu se gibljemo v sferi, kjer je potrebno ogromno znanja z različnih področji, od fiziologije, termofiziologije, kreiranja, modeliranja, konfekcije, ergonomije. Skratka, tu mora ekipa, ki ustvarja to celostno podobo, imeti ogromno znanja. Vidimo se na 3. simpoziju.